Pozdravljeni. Pri FII so se odločili spremeniti razmerje moči v pogonskih sklopih za sezono 2027. Čeprav je na prvi pogled to enkratna novica, če malce bolj podrobno pogledamo, vidimo, da v sebi skriva gromozansko napako. Katera je ta napaka in kakšne so lahko posledice, pa kot običajno v naslednjih minutah. Verjetno mnogi izmed vas ste že zasledili v vašem priljubljenem viru o Formuli 1, da nameravajo pri FII v sezoni 2027 spremeniti razmerje med termičnim in elektrohibridnim delom pogonskega sklopa. Že sama po sebi je ta novica nekaj navdušujočega za vse nas, ljubitelje Formule 1. A težava je kot ponavadi nekje drugje, ukolikor se poglobimo v, moram priznati, dokaj enake članke, ki so objavljeni po raznih portalih, po raznih časopisih, lahko pridemo do zaključka, da je bil korak, ki so ga tokrat naredili, morda celo zgrešen. A verjetno marsikdo izmed vas bo dejal, da sem kot običajno negativno usmerjen, da vidim vse slabo in da ne znam videti onih pozitivnih sprememb. A rad bi vas spomnil, da mnoge izmed mojih kritik, mnoga izmed mojih izjemno negativnih analiz so se na koncu izkazala za čisto resnična. In treba je povedati, da pred približno 3 tedni sem tudi sam objavil mojo vizijo, kako zmanjšati pomen električno-hibridnega dela v sodobnem pogonskem sklopu. In kolikor ste pazljivo poslušali tisti prispevek, ste verjetno dognali, da moja vizija, kako se rešiti tega problema, je čisto drugačna od one, ki je predstavljena v mnogih virih. Ampak tu je treba priznati, da sam se nisem oziral na razne politične agende, kot je tista o ogljični nevtralnosti, kateri se je zavezala FIA. In tu je razumljivo, da njihove rešitve so pogojene tudi s tem, moje absolutno ne. Ampak prav ta politična volja, predvsem o ogljični nevtralnosti, bo lahko spravila Formulo 1 še v večje težave. In o čem govorim? Najprej je treba nekaj povedati. Zopet v večini virov ste lahko prebrali, da sodobni pogonski sklopi Formule 1 imajo razmerje moči med termičnim in elektrohibridnim delom 50:50. Oziroma ena polovica je tista, ki pripada termičnemu delu, druga polovica je pa ona, ki jo štejemo pod električno-hibridnega. Kar zopet absolutno ni res. Sodobni pogonski sklop Formule 1 ima približno 1000 konjskih moči, kar je, če malce zaokrožimo, 750 kilovatov. Jasno nam je po pravilniku, da ima električno-hibridni del 350 kilovatov, torej termični, če je matematika takšna, kot je bila pred desetletji, je tisti, ki jih ima 400. Torej 400 še zdaleč ni enako 350. In mnogi bodo dejali, pa saj je tam blizu. Ni res. Če pogledamo v celoti in malce preračunamo razmerja, to pomeni, da ima termični del 55%, električno-hibridni
pa 45. Zopet rahlo zaokroženo, da ne bo polemik. Ampak vrnimo se nazaj. Vidimo lahko, da pri FI želijo spremembo, ki bo pomenila na koncu, da bo imel termični del 60% in električno-hibridni le 40%. Če začenjamo iz predpostavke, da je razmerje 50-50, zgleda ta korak fantastičen, ampak če pogledamo realno sliko, kjer je 55 proti 45, vidimo, da bo sprememba v resnici minimalna. A težava je v tem, da ta minimalna sprememba bo lahko privedla še do večjih težav, ker bo clipping in super clipping podobno bolj pravljici za lahko noč kot resnemu problemu v Formuli 1. In sedaj, o čem govorim? Namreč v člankih je bilo mogoče zaslediti tudi način, kako bodo pri FI spremenili to razmerje. Prvič, električno-hibridnemu delu bodo odvzeli 50 kW moči, kar se da softversko sorazmerno enostavno narediti. Tako bo manj težav z polnjenjem baterij, kajti rabili bodo v resnici manj energije in vsi naj bi bili zadovoljni. Naj bi bili. Namreč, če smo zmanjšali zadeve na električno-hibridnem delu, kaj se bo zgodilo na onem termičnem? Seveda, tistih 50 kW, ki so jih zmanjšali na električno-hibridnem delu, bodo morali zvišati na termičnem. In to enostavno tako, da bodo dvignili pretok goriva. In seveda, če dvignemo pretok goriva, se bodo lahko tudi zvišali obrati na minuto, kar bo razveselilo vse ljubitelje zvoka in tako naprej. Ampak pozabljamo na nekaj bistvenega. Prvič, treba je poudariti, da že v sezoni 2026 imamo velike težave. Celoten aerodinamični koncept bolidov je napravljen v tej smeri, da imajo bolidi čim manjši zračni upor, da porabijo čim manj goriva. Kajti s tem, ko so vpeljali ogljično nevtralna goriva, govorimo o biogorivih in sintetičnih gorivih, se je že tako ali drugače znižala moč termičnega dela. In če želijo z dano količino 110 kg goriva odpeljati dirko za veliko nagrado, je bilo potrebno nekaj narediti. In na primer zato imamo ožje pnevmatike in seveda tudi aktivno aerodinamiko, tako na zadnjem kot tudi na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. In sedaj bi vrli strokovnjaki pri FI povečali dotok goriva. Če povečajo dotok goriva, če se dvignejo obrati, avtomatsko pomeni, da se porabi večjo količino. In seveda dobi se tistih 50 kW, ki manjkajo. In to je podobno, kot če na vašem potovalnem računalniku spremljate trenutno porabo. Ko pritisnete na plin, poraba pa vskoči navzgor. Ampak tako kot v vašem osebnem avtomobilu, ima tudi bolid Formule 1 rezervoar, ki je omejen. In tu je srž problema. Namreč že v tem trenutku imajo bolidi Formule 1, kar se tiče motorja z notranjim zgorevanjem, omejitev obratov postavljeno na 15.000 v minuti, kar je številka, ki jo nihče ne doseže. Uganili ste zaradi porabe, ne zaradi kakšnih tehničnih blokad. In tu seveda se bo znalo zgoditi marsikaj. Prvič, lahko bodo imeli novi pogonski sklopi teoretično moč 1000 konjskih moči.
Oziroma bomo videli, da bo njihov motor z notranjim zgorevanjem lahko dosegel 450 kilovatov, ampak le v teoriji. Kajti, če bodo morali z gorivom varčevati, tako kot varčujejo sedaj, bo še manj možnosti, da bodo šli v tista območja, kjer v resnici pride do izraza tisti dodatni pretok, ki ga bodo nekako omogočili. Po drugi strani električno-hibridni del bodo zmanjšali in bomo tako imeli, generalno gledano, v realnosti še šibkejši pogonski sklop. Kar je zopet nekaj, kar si verjetno mi ne želimo. Ampak namesto, da bi na primer dodali v gorivo fosilno komponento, ki bi dala tisto dodatno moč, se je enostavno zvišalo porabo, brez da bi se povečalo rezervoarje. In ukolikor rezervoarja ne bodo povečali, je po mojem videnju zopet korak v napačno smer. Samo zaradi tega, ker se morajo držati nekih političnih agend, katerim so se zavezali. Ampak, kot sem dejal, moje videnje, moje mnenje in verjamem, da sem eden izmed redkih, ki je v vsej poplavi optimizma pri tej spremembi videl nekaj napačnega. A tudi zato imamo kanale o Formuli 1, da se zve nekaj drugačnega, ne samo tisto, kar drugi prevajajo, prepisujejo in si na koncu tudi prisvajajo. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.